Živo, jaz sem Boštjan Ahbar in to je podcast podrobnosti, epizoda številka 112. Okay. Zdaj vsi vemo, da naslednjo epizodo, ko bo 113, bo nekdo. Vsi vemo, kaj se bo zgodilo. Mene ne bo, ker me ne bo starabla. Pa še festival bo. Festival bo, to bo kar slabo v resnici. Ja. V glavnem, Žamc pa Sultan, kje sta? Ja, tle. Veseli december delamo, 2-3 nastope na dan in uživamo, dihamo na škrge, čakamo, da preide mimo ta kelih veseljačenja in zabav. To je to. In da se potem vrnemo nazaj v ustaljen. Sam res, pižam, svaka čas, jaz mislim, ko vidim na Instagramu, res si vse posodno, svaka čas tako. Ker vidim, da dopoldan imaš eno stvar, pa popoldan imaš drugo stvar, zvečer imaš tretjo stvar, mislim pa tako ne iste, različne, tako da respekt stari. Hvala. Ne vem, kaj ne rečem na to, razen seveda, veš, kaj mi lahko čestitaš, Boki? Postal sem story moški leta. To je res drugače. Res. To ni joke, ja, to ni šala. A res, kaj? Ja. Čak, kdo so bili pa še konkurenti? Konkurenta sta bila Jan Golja, človek, ki dela tele male korake na dobrodelno, pa drugače novinar, pa en, ki ima kuharsko oddajo na 24 Kitchen. A ne, kdo? Ja, to pa nisem vedel, jaz sem sam za Goljo videl, tako to sem zasledil. Ja, tako da, jaz sem imel največ prijateljev na Facebooku, ki so kliknili zame očitno. Pa še enkrat čestitam. Lej. Ja, to je to. Tako da hvala vsem, ki ste kliknili. Po vaši zaslugi imam zdaj 2 lepa nista kristalna kozarca z rogaška, ampak sta iz kristalina. Sta pa full fancy, pa toliko velika, da ne greste v pomivalni stroj, tako da se zdaj mora matrati na roke. Hvala za to informacijo. Boki, povej, kva smo zadnjič delali, pa kva smo danes delali? Ja, nazadnje smo debatirali o zadnji sezoni Formula 1, pač kar nekaj zahtev je bilo, da naredimo zopet eno F1 epizodo in smo to tudi naredili. Kerim Vodnik je bil gost, ki je res lahko potrdiš, že on ve veliko o Formuli 1. Ja. Ampak jaz ga nisem pustil do besede revaža, tako da je 4 stvari povedal celi uri. Tako da to je bilo to, danes pa z eno besedo, solo. Yes, kaj ti boš solo, mi dva z Anžetom lahko greva. Ja, to je to. Zdaj ima Boki bo pravilce povedal, resnic zdaj. To je to. Ja, Matej Šluzer nam bo pomagal, predvsem tem. In to je to. Govorili bomo pač o zadnjem, ne kronološko zadnji, ampak o zadnjem posnetem filmu oziroma epizodi serije filmov, sage, ja. Vojne zvezd. To je res, pižamc, admin, boom. A ga probam v eni sapi. No, daj. Daj ta drža, čak 3, 4. Aparatus.si na spletu, aparatus.si na Facebook, aparatus legitimna FB skupina, prav tako na Facebooku, aparatus počrtaj si na Twitterju in pa podrobnosti počrtaj si tako na Twitterju z služnim strokovnjakom in pa seveda ta podcast je od srca podpri.si, hvala. Ostal je še za 15 km Amazonke mi v tem ledahu, sem to bom rekel. Za stransko očitnik se pogovorite z vašim zdravnikom ali francetom. To. Zdravim zdravnikom ali francetom. Ja, kdo je ta frances? Ne vem. Kdo je ta frances, zakaj se moram pogovoriti z njim? Ja. Ne vem, lej. Žal, france ve stvari, to je to. France ve stvari. Boki, di reč, kar moš reči. Ok, že štartaj zadevo. Tradicionalna Star Wars epizoda pred festivalom, kjer seveda se pogovarjamo o leto starih filmih. Več ali manj. Tako da z nami je Matej Šluzer, kot smo napovedali. Koliko cajta nisi Skypa uporabljal, si prej rekel?
Skypa nismo uporabljali sigurno več kot pol leta, če ne že več. No. Ja. Tako da, če sem iskren, pač Super. zelo me je šokiral po dolgem cajtu. Kot to Skype zna. In samo Skype, v resnici. Tako da. Živijo, Ja. nova oblika je, dej počakaj, da se resetiram. Punk, živijo, vmes je bila še ena druga oblika, počakaj, da se resetiram. Punk, živijo, še ena nova posodobitev, dej počakaj, da se še enkrat resetiram. Ja, tako med klici se menja vmes. To ne Ups, menja. pazi, še eno sem najdel, še en reset. To menja ne zanima. Kar pa nas zanima, napreden gremo na solo. Ne? Je pa, kaj počneš zdaj, kaj? Mateoš, zanimivega, kaj počneš, kaj zanimivega, kaj počneš, Mateoš. Pa nič, v bistvu zdaj kaj delam, zdaj podcast nemam po dolgem času. Skrivnostneš ti. Ja, sem rekel. Ne, trenutno v bistvu smo zelo dober, v bistvu začeli smo snemati Jezero, serijo po romanu Tadeja Goloba, oziroma danes je bil 12. snemalni dan. Od kolikih? Od 47. Kraj. The best, koliko bo to, koliko je to, 6 delov, 8 delov, koliko je plan? 6 epizod po 50 minut, tam od 45 do 50 minut, tako da je limited series. Ja, premium cable, torej, minutaža. Oziroma premium RTV 4D. Ja, resnici. Ne, Mateoš, se že zdaj rezerviramo, da bomo naredili enkrat pol podcast, ko bo prišlo ven to, ampak kaj me pa zanima, če koliko se rekel 47 snemalnih dni, koliko se materijala poprečno posname za en dan, ki se ga pol uporabi, recimo v seriji, a veš, kaj mislim, tako poprečno na dan, koliko vam uspe pol kvalitetnega materijala posneti, no, tak matematično izračunano, če je nekaj poprečno. To je, matematično izračune, recimo materijala, ki je pol uporabljen, pri filmu je recimo tako 3 do 4 minute na dan, pri seriji te vrste, ki jo mi delamo, je pa tako, mi imamo okrog 7 strani povprečno na dan. Enkrat malo več, enkrat malo manj, ampak tle nekje je v bistvu neka sredina. Tako da, ni preveč, ni pa premalo. So pa te druge serije, ki se delajo v studiu ali pa te daily soap, to pa delajo po več minut, čisto tudi, ne vem, po 200 ali pa po 15, ali pa odvisno, kak format je, pa kaj se dela. Tako da mi delamo teh 7 minut, ker je nekako še sprejemljivo za to, kar hočemo narediti. No. Ja, to je v bistvu ful velik, sem kar malo presenečen, da sem dosti slišal resnic. V glavnem, Mateoš, kar sva hotela z Anžetom reči, je to, da ko boste nucali, ko boste na sodni medicini delali, ne, če boste rabili za background, kakšne statiste za truple, se mi dva javlja, ker to si drznava trda, da odigrava v nula. Za v hladilnici rabimo, ven potegnejo, rabimo za drugi plan. No. Jaz ne rabim biti v fokusu, meni je dosti, da lahko, veš, da lahko pol pokažem. Pa kul bi bilo, če bi pol pisali v kredicih, na koncu sem tako truplo 3, Anže Povič. Da si napisan, moraš govoriti, Anže. A ja, sem res, ja, če si ekstra. Sam veš kaj, problem je v tem, da te sploh ne moramo zapreti noter v hladilnico, ker bo glava skozi ven gledala. Treba malo porimiti noter, ker se predolgo. Ja, ali pa če imamo sestra od Pepelke variantica, pa malo prste, pa noge polomimo. Ne, čeprav všeč mi je, da si rekel glih, da mi glava ven gleda. Zanimivo za to serijo, ne? Bi človek rekel. Ja, bi rekel, ja. Vse se vrti okrog glave. Ja, zato. Mogoče bomo pa za Jezero ne bomo snimali v podrobnosti, ampak bomo v glave dali. Ja, zelo. Ja, kraj ste, kar res. A lahko nekaj vprašam? Dej. To mene pa glih to zanima. Te efekti, a ste že posneli ta prizor, a ste že imel to glavo v roki? Ne, v bistvu nismo, kar se tiče trupel, še nismo nič delali. A vidiš, Anže, lej. Še so šanse. Še so šanse. Ampak bomo, mislim, da po novem letu bomo imeli te scene. Mislim, da prve stvari, ki jih začnemo snemati po novem letu, je prav Sicirnica, Cvilak, Birsa, pa te vse scene, ki so. In delamo na dejanski patologiji, tako da ni kraj. Von po formalinu zjutraj. Kaj pa pol za lokacije, pa to zdaj za boha čakate, da bo sneg, pa boste pol pač leteli takrat, ko se sneg pokaže, ali imate
že rezervirane datume za lokacije in pač če bo sneg, bo če ga nal pa ta flag, pa bo v postprodukciji, pa ga nekdo narisal s paintom. Ja, v bistvu nekako tako smo se odločili, da v Ljubljani ni potrebno, da je sneg. V Bohinju pa mora biti sneg, zato ker hočemo imeti ta feeling Bohinja, pa dodati nek production value, neki atmosferi same serije. Tako da je ta riziko, ki smo ga sprejeli, da gremo v to in da čakamo ta sneg. Zdaj bomo pa videli, kaj se bo zgodilo. Okay. To je v bistvu tako demit globalno segrevanje. Ja. V bistvu tako Trump ti uničuje life. Ja, Trump uničuje. Ali pa te 6. Ali pa te 6, ja, tam. Čeprav niso zdaj nekaj gasnili, te 6 sem bral za njih. Pa ni bil nek ogenj ali nekaj, kaj bilo. Ja, neki materijali so se, ne vem kaj bilo. Se tam se skožge. Te 6. To je dosti smo politični, to je pa noro. Če bi bil Godler tukaj, bi dal zdaj že par drugih pomenskih konotacij na tam se žge. Prosim, ne, naprej, v glavnem, ne slabo. Zdaj pa gremo v osrednji temi danes, ne? Seveda kot ponovadi, tradicionalno, še enkrat, 1 leto stare filme obdelujemo, ne? Tokrat že spet Star Wars in to Solo. Haha, ne? Zdaj, če se spomnimo, jaz bi sam tako, pa bo Boki povedal, če je to fair, ne? Na tem podcastu smo bili kar fani Rogue One, ne? Ja. V bistvu skoraj najbolj od vseh. Ja, se to, ja. Nekako smo prepričani, da je Rogue One mogoče najboljši ta nov Star Wars film. Se je to, veš kaj je zdaj fora, da Rogue One sem nekaj že ali bil ne vem, na HBO ali kjerkoli, da sem ga kdaj sledil in se vedno obsedim pa pogledam kak del, veš. In moram reči, da mogoče edini od teh, da me še vedno toliko pretegne, tudi če vem, normalno, da sem videl, pa vem, kaj se je zgodilo, pa vem, kaj bo, ampak se usedeš, pa pogledaš tiste pol urce, koliko jameš, pa to se mi je zgodilo 3-4 tako. Za druge filme pa po mojem se niti ne spomnim, da sem kar kanal premaknil. Jaz sem zanj gledal glih isto na HBO, je bil Last Jedi, ne? In sem ga dejansko gledal in moram reči, da bi bil mogoče celo bolj všeč kot ta prvič, tako da sem ga ta drugič videl. Jaz sem ujel, moram priznati, ja, imaš prav, zadnjič bil sem ujel zadnjih mogoče 20 minut in sem tako malo pogledal, no, to, nisem pa se še zdaj, da bi celega še enkrat pogledal, to pa ne, no. Ja, okay. Jaz sem prav celega in to po TV-ju, kar je bilo itak weird, pa na ne toliko dobrem TV-ju, ker nisem bil doma, ker je malo annoying, ampak tako je življenje. Tako da mi bo dejansko kar uredno. Kje sta pa videla še, da sem tako, da malo recapa naredimo, veš, kar se teh novih Star Warsov tiče? Ja, meni Rogue One je cool, moram pa priznati, da Last Jedi mi je tudi cool, zato ko odpira neke nove stvari, v bistvu. Neke stvari malo postavlja v drug kontekst, pa mi je to v bistvu bilo kar všečno. Ja, sej jaz tudi polkaga še enkrat, je pa res, da se v tem filmu nenormalno veliko zgodi, saj zame, no. Nenormalno veliko se zgodi v tem filmu, no. Se mi zdi, vsi ostali so bolj nekako preprosti. To je kle pa res. Tako 26 stvari se zgodi, pa folk umira, pa pol ne umira, pa 7 planetov vidimo. Tako nore. Ne, ful ima nek drive, v bistvu, ker tako, ko se tudi padeš v film noter, padeš direkt v sceno, direkt gre ta, ko oni bežijo pred v bistvu tem, ko so že... The Order, kaj so? First Order, Third Order, First Order. First Order. First Order, ne? Ja, mislim, da je First Order. Ja. Vidiš, sem že pozabil, v bistvu, ker Solo mi toliko zamegljiv ljubezen do Star Wars. Ja, pa ok, Solo, ne? Jaz bi sam... Anže, hvala, ker si mi pustil do besede. Ja, sorry, pižam, povej. Ja, kako boš sovražil film z fake puffini? Okay, Une mini kosmate njorke so naredile svoje, pa pomaga tudi seveda, da je Mark Hamill tak emo model, ker Marka Hamilla je zmeri fino gledati. Ja, čeprav ne znam gledati še vedno. Ja, ampak je pa, ima pa dober vibe. Ja, Mark Hamill je bil slab truplo, tako bom rekel. Mislim, da to bil dober. Ja, ok. Brez glave, seveda. Ne, drugač pa ja, Solo, jaz bi tako, samo nekaj sem hotel na začetku povedati, ne, da Solo sta začela delati, ne, una dva modela, ki sta delala 21 Jump Street, pa 22 Jump Street, ne.
Pa Lego Movie. Pa Lego Movie, tako. Tako, Lego Movie se mi zdi, da je tako, je pač, ker so legice, super je narejen, jaz sem fan Lego Movie, sam je tako, ker ni live action posnet, se mi zdi tako, ok, je to nek svoj žanr, pa tam lahko dobro narediš neki, ne? Ampak pa snemaš dejansko ljudi, je pa lahko weird. Ampak ta 21 Jump Street, pa 22 Jump Street, katerega sem pred kratkim gledal dejansko po televiziji, tako po programu, kar je se res redko zgodi. To so že ta drug film, ki si ga gledal po ja, v bistvu. Ampak ne, A ti imaš to zdaj, ko si na radiju, pač kaj je to RTV koncern, imaš ti zdaj prav v pogodbi noter, da moraš vsaj 6 ur na teden sedeti za televizorjem in gledati linearno. Ne, samo po nesreč sem bil pri tem. Kako si po nesreč? Spotaknil sem se, usedel in 2 ure nisem mogel vstati. Zdaj sem si kupil, ne bom tega razlagal. Kaj si kupil že? Logitech Harmony Remote. To so te delinci, ki znajo več delincev v enem bit. Mi je zdaj lažje preklapljati na TV. Včasih je bila to muka, pa 2 delinca sta bila polnega delinca od te škatle, od TV-ja. Sploh nisem imel preseb, ki je bilo res brez veze, pač v resnici. Zdaj imam pa ta delinc, pa lahko večkrat preklopim, pa sem dejansko pač nekaj gledal, ampak to se res redko zgodi. In 22 Jump Street je super film, no, in enka tudi. Tako da pol, ker sem slišal, da ta ona dva solota delala, sem bil takrat ful napaljen, ne. Pa so se pa valjda skregali, mislim, da neki so že celo posneli, če me spomin navara. Oni so 3 tedne pred koncem produkcije. Ron Howard je 80% stvari na nov posnel. Ja. Oh, wow. To je bil zelo drastičen ukrep. Tazga ukrep pa redko kdaj se zgodi na 200-milijonskem filmu. To je neverjetno, kar se je takrat zgodilo. To je res mogli biti zelo neki narobe, neki crash med Disneyjem ali pa producenti in njima, da to ni štimalo, da so se to odločili narediti. Ker tudi Rogue One je v bistvu imel v postprodukciji reshoote, pa na novo so postavljali strukturo filma. V bistvu je tale Tony Gilroy prišel in v bistvu finaliziral film, da je tak, kar je zdaj v bistvu. Tako da tudi Rogue One ni imel čist smooth produkcije in zaključka. Ampak tam se je na srečo režiserja dobro končal. Tle pa pač ne. Ja, jaz sem mislil, da so neki začeli snemati, ne pa, wow. Mislim, zelo veliko je bilo postavljeno. Pa mislim, ne bi bilo različna ta neka informacija. So ene informacije, da so se to glavno producentko oziroma direktorica Lucasfilma Kathleen Kennedy skregala. Pol ena informacije so, da sta preveč improvizirala na samem snemanju. Ko imaš ti tako veliko produkcijo, kot recimo Star Wars, to je pač tok 100 ljudi za tabo in teh 100 ljudi ne more čakati tam, kaj boš ti zdaj naredil zjutraj, ko priješ na set. Že pri 30 je to težko. Ja, in one dva sta očitno toliko improvizirala, pa se to ni dobro končali. In tudi, mislim, med samim snemanjem so prihajali tako skozi neki kratki snipeti, da recimo ta glavni glumac je za nič, da ni dober, da je samo snemanje zelo hektično in verjetno je vse en skupek vseh teh stvari botroval do tega drastičnega ukrepa, ki se redko kdaj zgodi. Tako da zelo zanimivo. Jaz bi tukaj sam, ki si omenil to, da pač govorice, da glavni igralec ni ravno blesteč. A se je še komu zdel, da je prav pasel zraven Emilia Clarke, ki ima isto trpečo faco kot Kit Harington? Ja, jaz prav, isto je uno, zdaj bom mal suffer furo, ne vem točno kako, ampak bom pokazal, da mi ni vseeno. Res je. Pa zraven bom probal še igrati Harrisona Forda. Ja. S faco mladega Leonarda DiCapria. Ja. Pa ne, jaz ne bi šel, ne vem kako, proti njemu, tako, da je za nič, ne. Ampak so bili, mislim, smešni. So bili že boljši igralci v Vojni zvezd. Ja, to je ena stvar, čeprav še enkrat, Mark Hamill, tako da ker obstaja precedens za igranje lokalne vaške skupnosti, ampak ne, škaj, meni bolj mi je tako, ker Emilia Clarke se mi zdi, da je super noter, ne. Tudi Childish Gambino se mi zdi, da je, mislim, je Lando takr skinu v resnici, no, mu je dal neko dušo,
Tako. Mislim, kar se mene tiče, on najboljš naredil. On je naredil v bistvu tega Landota je čist skinil in je dal to dušo. Ima nekaj, kar ostali karakteri nimajo, posebej Solo tega nima. Ja. S tem, da jaz mislim, da ni problem samo v igralcu. Jaz mislim, da je problem gromozanski tudi v tem. Vloge, ki jih je igral Harrison Ford, ne moreš na novo narediti, v bistvu, ker so to povezane z njim kot človekom in s tem šarmom, ki ga ima Harrison Ford, da je to preprosto nemogoče. Ista zgodba bo verjetno. Pri Harrisonu Fordu pa šart je pozitivna stvar, pri Hamilu pa ne, okej. Hamil nima šarma. Hamil je samo živ, se mi zdi. Tako, to je. Je. Samo je. Ja, puls ima. Ima force. Ne, sam se strinjam, da Han Solo je, mislim, okay, vsak ima svoje mišljenje. Jaz sem bil tako kar malo začaran, ko ga je slabo tako skinul, da rečem temu, kaj je Alden Ehrenreich, kako se raz pohreče. Ehrenreich. Se mi zdi, da bo malo bolj probali imitirati njegove, ne vem, izraze ali pa, ne vem, tako bi se, meni se zdel čist nek nov karakter, sploh, kot da bi gledal, da je to pač nekaj drugega. Nisem ujel te povezave, no, razen mogoče nema, imel to jakno isto oblečeno v istih točnih momentih, ko je imel nekaj let kasneje še vedno Solo oblečeno, ampak drugače razen tega pa nisem tako rečem, že ne kupam tega. Mislim, zanimivo je bilo v enem drugem filmu, ki je tudi Harrison Ford igral in pol se pojavlja mladi ta karakter, ki ga igra Harrison Ford. In tam je neka zanimiva stvar narejena. Prvič je neki igralec, ki je, kako je že, Anthony Ingruber, nek dokaj neznan igralec, ki je pa tako zelo podoben Harrisonu Fordu, ima neke te poteze, ampak v tistem filmu so to naredili tako, da so ga sinhronizirali, tega mladega igralca, ga je v bistvu Harrison Ford sinhroniziral in to boljš funkcionira kot Solo. In je mogoče bilo to neka varianta, da bi tega glumca vzeli pa tako neki probali narediti neki. Ja. Tu sem bil, glede tega sem bil res dosti razočaran. Čeprav po drugi strani Čubako so pa v nulo skinili. Ja, to je res. Sploh ta razpon, ki ga ima Čubaka. Ne? Ja, mislim, ne moreš verjeti, ker to ne more vsak in v nulo stari. In še vedno uporablja te dobre balzame. Ja, več ali manj je noro. Meni se mi zdi, kako hvaležni so te droidi, ne? Pa Čubaka za Star Wars franšizo, no, ki je neka stalnica, na katero se lahko zaneseš, čeprav se ljudje menjajo. V resnici, ja, to je dosti res. Pa Darth Vader tudi po svoje. No. Čeprav v zadnji epizodi, kjer je začel malo mešati, so bile malo pripombe, da ni bil več isti, da se je nekaj zaradil, ali kaj je bilo že fora, da je bil pa preveč močen napram časih, za Darth Vaderja govorimo, veš, da tako zgleda, kot da je malo na steroidih ali nekaj, ampak dobro, pustimo za to, da ne bomo zašli. Ker hočem reči, da njega verjetno ni toliko težko skiniti. Mislim, pač najdeš nekoga, ki je približno isto višino, pa obseg trebuha, pa ga daš pa drobneko, ne vem. To je to več. Ampak ja. Ne, pa, da gremo malo saj tako zgodbi, ne. Ker to je v resnici to origin story, ne. Pač Hana Solo, tako karkoli obrneš. Kako je pa to zapeljan, ne. Je pa meni je pa všeč, no. Ta skrepi tamal, ki tam zamilijo Clark sužne resniške odnos, ne, in kako bosta pobegala in vse te zadeve, to se mi zdi pa tako, mislim, lahko bi bilo slabš narejen, no, cel ta lok, se mi zdi, da bi bil lahko slabš narejen, se mi zdi, da je bil vsaj zgodovno zadeva ful dober štima, ne, čeprav pol mogoče pri izvedbi mal pošepa, ne. Ja. Zgodovno že težko, da ne bi štimala, če je totalen pastiš 500 tih filmov, ne. Okay. Začne se z Oliverjem Twistom, ko imaš Fast and Furious, ko se ganjajo, pa imaš malo Paths of Glory na unmu bojišču, The Great Train Robbery, ko se spravo na pridejo kaj do Landota, pač James Bond, Casino Royale, neka ta variantica, pridejo do Rudnika, pa naredijo tam revolucijo, ne vem, rečemo Battleship Potemkin, bežijo, imamo Lovecrafta z unim Cthulhu, bitjem, pa imamo divji zahod, lepo tam nekih osumljenih 5, tipa dvojna prevara in pol na konci, tako se še Darth Maul
pojavne, imamo še ta Coachella moment, ki je Tupac hologram. Ja. Všeč mi je, da so začeli z Oliverjem Twistom. Ja. A to ste ugotovili, ne? Mislim, se ni za ugotoviti, ampak šli so razlagati te parseke. Pač dejansko so najdeli neko logično razlago, ne? Zakaj it made the castle run in 12 parsecs. Ne? Zakaj ima zdaj to smisel? Zaokroženo navzdol. Zakaj ima to zdaj smisel? Ne? Kar je, ne vem. No, to je, kada... A znaš razložiti? Ja, parsek je, se pravi, dolžina, ne čas. Ne? Ja. Potem oni to tako razložijo, da more, ker je to komplicirano priti do kene, ker so vmes, tista nevihta je vmes, jaz ne znam tega drugače reči. Ja, in moraš iti po taki poti, ne? Da moraš čim krajške priti. In pol je to ful impresivno, ker v tako kratki razdalji pride do kene. To se mi zdi. Ampak ni to isto, kada, če bi v Pulp Fiction razložili, kaj je v kavčku. Ja, isto je. To sploh ni potrebno. To je samo za tiste Dark Heart fane, ki hočejo imeti te neke detajle, ki pa v tej njihovi mitologiji so verjetno že to razloženo, ampak je, mislim, ni pomembno toliko za zgodbo, v smislu tega, da to pele naprej. No. Mislim, včasih, ne vem, tako, jaz sem zelo, meni to ni toliko bilo, ker mi vse drugo ni toliko štimalo. Ja, okay, no, zdaj, ko je Pižamc film, mislim, da je lepo razkosal. Zelo točno. Ja, hvala, Matevž. Gremo na okol, pa vrstni red je Loser Pižama Boki, ker vas imam tako klevo riparjo, ki vas nemam, to je ključno, ampak ok. Sam gremo na okol, pa tako, kjer del filma mi najbolj všeč. Če gremo čez celo zgodbo, se mi zdi, da bo samo pri 6 stvareh obregnilo ob neki, ampak kako rekel, kjer del vam je bil najbolj všeč? Ajde, za to prvi krok. Ajde, Matevž. Meni v bistvu ne bom rekel del filma, ki mi je bil najbolj všeč, mi je bila pa zelo všeč ta dinamika med Solom pa Čujem. V bistvu, kako sta skupaj prišla, pa vse to, kar je bilo, ne vem, tle mi je zelo deloval, v bistvu. Ja, to, da Čuja najde tam zaklenenega, pa da se ampak da ima ta malo ta dinamika je bila malo drugačna, ker pri Harrison Fordu pa pričujejo, ker tle je bilo nekaj malo bolj originalnega, se mi zdelo. Nekaj, kar je nadgradil njen odnos, ki ga poznamo do zdaj. Aha, ok, štekam. Ok. Pižamc. Mene je Prva svetovna vojna feeling. Tisti mi je bil zelo tako vzdušno narejen, sploh pa te prvič, ko Woodyja Harrelsona pokaže, ki je totalno, cel film mi fura ta lik enega tega pilota iz Prve svetovne vojne. Ja. On je britanski pilot, on je zdaj nekaj prva ali druga svetovna vojna, ampak pač če bi imel, možnost dobiti kogarkoli živega ali mrtvega za to vlogo, pač bi mogel namesto Woodyja Harrelsona to Rick Mayall kot Lord Flashheart igrati. Boki? Tako da mi je pa ti začetek bil kar dinamičen, bil všeč, no, par takih dobrih for, ne vem, tako zelo akcijsko, čeprav jaz nisem nek nadušen na akcijskimi filmi, ampak tisto mi je tako malo, ko je tisti film začel, pa tiste te prve scene, teh prvih mogoče 15-20 minut, sem tako rekel, ok, cool, polo mi smo mogoče malo sobajene stvari, ki so mi bile kot zgodba malo moteče, pa lahko mogoče malo o tem kasneje govorimo, ampak ta začetek se mi zdi, da je bil tako, me je mogoče malo pripravil na to, da bo cool film, ker se bile neke kritike pred tem, da ni toliko dober, se na koncu, ok, ne moreš ga postaviti v bok lih Rogue One in mogoče, tako smo prej rekli, Last Jedi pa tako naprej. Ampak ti začetek, se sprav spomnim, ko sem gledal prvih 15-20 minut, sem tako rekel, pa super je, vse je fajn, no, pa kasneje mogoče malo ta entuzijazem, malo pade, no, ampak tako bi rekel, ta začetek, no. Ja, jaz se bom Klepi Žancu pridružil, meni je bila tudi človek bi hotel več v Prve svetovne vojne, no. To se tudi strinjam, meni je bilo tisto tudi zelo všeč. Pa tako, tudi mogoče rob tistega vlaka, če je to vlak, ne vem, ki zgleda neki iz Gardaland, sam da je ogromen. Mi je bilo tako, no, mislim, cool mi je ta, mi krademo, pa da obstajajo te neki
razbojniki, ki se nekako navigirajo med ta velikimi silami. Ne. To je bila ta Wild West varianta, gremo vlak ropa. Sam ne štekam, zakaj treba kdo je gledal tiste tračnice okoli tistih hribov pa gora, zakaj ni boš avion pa gremo pismo. Pa se, imajo spaceshipe, zakaj vlak? Ja, zakaj vlak? Zakaj treba v steno visokih tamle gora noter tiste tračnice noter, da mislim, prežgi neko mašino, pa odleti v zrak, pa bo un tovor tamle v 5 minutah, ne pa okoli, ko je nakačati okoli, mislim, tako malo se malo vprašaš, glede na vso tehnologijo, ki jo imajo, ne. Za sceno je bilo pa dobro, to se pa strinjam. Ne, jaz bi bolj to rekel, da zmeraj me pol neka ta razlaga v atmosferi je nek element, ki preprečuje let ladja. Aha. Ja. Je pa kul, da dejansko že spet nekdo umre. Mislim, jaz to kar malo spoštujem. Tandy Newton umre. Tako da dejansko mogoče so oni samo v Westworldu. Ne. Ja, tale, kar v redu. Ne, pa všeč mi je, mislim tako, meni je ta dinamika, vse prevarajo in vse ostaviš, da nikoli ne veš, kdo točno bo s kom držal. Se mi tudi zelo dopade, ker se mi zdi, ker se res pozablja, kako je bil Han Solo, pozablja tiste, kdo je prvi ustrelil, ne, on ali Grido, ne. Je itak bil pol ful famozen, ker je Lucas hotel prikazati, da ne, Han Solo je pa ok, ne. Ampak v resnici na začetku on je bil prikazan tako kot to, kar je Woody Harrelson kleže na začetku, ne, nek človek, ki res bolj nase gleda, pa proba zase zaslužiti, pa kar se zgodi, ne. Ja, sem tega je po mojem tudi malo premalo, v bistvu pri Solo, pri tem origin story, ker je v bistvu sloves, ki ga on ima na začetku Star Warsa v enki oziroma v 4. epizodi, je v bistvu tem, da je strašen smagler vesolja v bistvu. Ja. In tle pa malo manjka to. Mislim, bolj kot ta origin story me zanimajo te njegove razne dogodivščine, pa veš, to mi malo manjka. Ja, pa dobro, sej šli so na Castle Run, ker Ja. Ta drugi del bo, ne, pa začeta, ki gre na Tatooine, kjer nek mafic obljublja nek hud cash. Tako da mogoče bomo tam zvedeli, ne bomo te... To se nekaj vprašati, a se pričakuje Solo 2 ali kaj? Ne bo. Ja, Solo je v bistvu flop za Star Wars film. Mislim, za kjerkoli drug film, ki bi zaslužil $400 milijonov, kolikor jih je Solo zaslužil, bi bil to izjemen uspeh, ampak ker je to Star Wars film, je to premalo in ne bo Solo 2. To so že zelo hitro povedali po prvem mesecu predvajanja. S tem, da je produkcija stala vsaj 275 milijonov. Ja, z rešutjem. Ja. Brez oglaševanja, ker je oglaševanje pa še 2x več denarja. Tako da Star Wars film, da vsaj se pokrije, mora tam slabo milijardo zaslužiti, v bistvu, da lahko pa govoriš o uspehu ali pa o tem, da se pokrije. Ja. Solo 2, no longer alone. Torej. No. Tudi malo so štopirali tele Star Wars storije. Ja, to sem pa nekaj videl. Vse se malo ustavilo, ja. To je meni, recimo, to je meni zanimivo. Okay, pa se gremo zdaj to pogovarjamo, pošli tam na slabše stvari filma, no? Ampak meni je to v bistvu dosti zanimivo, nekaj Marvel nekako pa kar fura te filme, pa so še kar uspešni, pa jih štancajo, ne? Pa je redki ne uspejo. V bistvu so zdaj v zadnjem letu so imeli ta največje hite v resnici, ne pa bi mogli biti že vsi naveličani. Razlika je v tem, da v bistvu Marvel, pa kako te filmi nastajajo podobno, kot nastajajo serije, tako znotraj writers roomov, dosti več piscev dela, dosti bolj neke kreativnega nadzora je in je zaradi tega v bistvu neka kontinuiteta, kvalitete znotraj teh filmov, hkrati je pa njihov univerz dosti večji v smislu tem, da imajo odzad stripe. Ja, okay, in so različni karakteri. Tle mi se v bistvu gledamo že zdaj, iste karakterje že 30 let, ne? 40. Ja, čeprav to ima tudi svoj plus, če te gledaš, ne, veš, zato ker nekako lahko, recimo zdaj saj ideja je bila verjetno taka, mislim, bila sigurno taka, da paš ti
nekako zdaj pač doživiš tega Solota, recimo v tem primeru, v njegovih, rečem temu, mlajših letih in tako naprej in pol, si predstavljaš pač njegov life, da rečem temu, no, oziroma njegovo zgodbo, skozi to zgodbo, pač skozi ostale dele, a ne? Kar tudi prinese določen attachment do vseh teh filmov, a ne? Recimo mene pri Marvelu lih to moti zdaj, ker kadarkoli ujamem 5 minut pa 10 minut kjerkoli filma, ki je, jaz ne hodim pač v kino gledati Marvelu, ker nisem fan, ampak tako doma, ko provam, je lih to fora, da je toliko enih novih karakterjev, da sploh ne vem, kaj je njegova specialiteta, pismo, veš. Zgubil sem se, a ne. Pri Star Warsu pa recimo po drugi strani pa točno vem, kdo od teh kaj prenese, da temu tako rečem, a ne. A veš, nočem reči, da to ni nujno slabo, ne, je pa sigurno težje okoli vseh teh likov graditi zgodbo, pa koliko stvari si še treba zmisliti, ker vsak lik pač ima določen obseg, kaj lahko dela, pa kaj ne, a ne, oziroma kaj zmore in kaj ne, no, tako da. Ne, tudi Solo sam po sebi na začetku, ki je bil najavljen film, je bil izjemen hype. Je bil skoraj tako velik hype, ki je bilo prvič objavljen, da bo epizoda 7 vam prišla, da bo spet snemali. Tako da je bilo zelo veliko tega, s tem, da je pol s tem castingom ta hype začel počas usihati in pol vse, kar se je zgodilo v produkciji filma, je to samo padalo. Ja. Mislim, ta film res ni imel, tako ni šel s pozitivnimi mislimi med ljudmi. No. Tako zelo je. Ampak je pa res, da so, tako kot je Boki prej rekel, se mi zdi, so bila pričakovanja tako nizko spuščena, da jaz pa, ko sem ga pogledal, je bilo tako, pa ok, pa se da pogledati. Mislim, ni zdaj, da. Se je čisto za pogledati, ne, se mogoče celo ga malo spasi zdaj to, da v bistvu so pričakovanja nizka in tisko res gleda zato, ker pač slučajno ta film zdaj ujame, pa ga na koncu pogleda, bo rekel, pa se ni tako slaba, ne. Fora je pa, da je pa se mi zdi izgubil ogromno lih tam, kjer je pa bil hype ogromen, pa potem, ko se enkrat, tako si sam rekel, začelo malo dodajati te razni pač kjer igravci in začel malo pač ta hype opadati in pol tudi sam film ni toliko dober kot ostali normalno, pa je pa bilo malo tizga, veš, ok, to ni to. In najbolj me pa pri tem moti, ko si prej rekel lih to, da je pač tudi zaradi tega se pač vsaj zaenkrat zaprle pač možnosti, da se kjer druge te individualne zgodbe snimajo, ne. Mislim, jaz bi zelo rad videl od R2D2 njegovo predzgodbo, tako da. Je pa treba povedati, da zdaj, ko se začele še serije delati, ne, po Star Warsih, da jaz nekaj upal polagam, no. Tam se bo je tudi pojavil, ne vem že v kjeri, zdaj mislim, da sta napovedani, ne. Ena se že snema. Ja, da se bo pojavil ta Diego Luna, ne, ali kaj že iz Rogue One, da bomo njega spremljali, ne, ker bo prequel, tako da že tam je nekaj prequel, medquel ali kaj. Ja, ne vem. Ja, ne vem. Sem ben več ne ve, kdo je kdaj, kje je kaj. Ne, prav, zdaj sem preden smo snemali, sem mogel prav iti pogledati tule, da sem videl, kdo je ta movie viewing order, da sem videl, da sem si v glavi ponovil, kako že gre in potem sem rekel, a ja, se res, epizoda Phantom Menace, Attack of Clones pa Revenge of the Sith, te sploh v glavi nisem imel. Ja, to je. Se je res, veš, prav, se je res, a ne. Ja, ker res dejansko, to smo se že pogovarjali, dejansko štejemo mi šele od. Ja, original pa zdaj, v resnici. Tako, ja. Drugač pa Boki, ne, prequel R2D2 že imaš, ne. Okay. Epizoda 1, epizoda 2, epizoda 3. Okay. Pa ga resetirajo, pa imaš pa naprej. Ja, no, bomo pozabili na epizodo. V glavnem. Ja. Okay, pa tako rekel, prequel C-3PO, ta bi bil še boljši, po mojem. Ja. Kaj pa ta najslabši? Pa gremo kar isti vrstni red. Tako, kaj vam je najbolj potrdil te strahove pred začetkom, oziroma ne, da je kaj upravičilo nizka pričakovanja? A lahko jaz povem? No, daj. A veš, kaj mene zmotilo, pa bo zdaj rekel, da sem romantik, pa vse to. Za mene je zmotilo, ker jaz sem skozi mislil, da za Han Solota je Leia the one. Okay? Ker pa to smo bili pač v narekovajih naučeni skozi gledanje Star Wars zadnjih 30 let. Pa zdaj to vidim, da je on imel pač drugo prej, ki je bila dovoljna, veš, je pravno. Čist mi je pokvarilo, res, ker smisel pač to za mene, lej, ne kupam, Anže. Ok, všeč mi je, da si tok navezan na... Ja. Ok, v redu. Mislim, čak malo, to je Boki, te lahko nekaj vprašam. Ja.
zdaj, ko bo šel pred 8. sezono Game of Thrones še enkrat čez vse, a boš na začetku, ko se bo Daenerys poročila s Khalom Drogom, rekel, pizda, pa ne more biti z njim, ona je z Jon Snowom, kako je lahko z njim? You dirty peep. Hvala Bogu za romantik, to je dejstvo. Ja, to pač minus je bil to, no, za mene, ne vem. Izvolite, fanti, izvolite. Pižamc, daj ti zdaj, pa gremo pa. Pa ne vem, kaj je bilo sploh, jaz sem šel v film reči čist brez pričakovanj, priznam, ker sem ga ravno včeraj, sem ga sploh pogledal prvič in sem čist pozabil, kakšen je bil ta halo okoli njega, ampak ravno to mogoče, da kot vse skupaj, da imaš par luštnih epizod, ki se pojavljajo, ampak pa tako nekako potegneš črto, ti ni da bi rekel zdaj, aha, ok, to je to. Ne vem, ima recimo fine prebliske not, ampak po drugi strani, ne vem, čeprav moram povedati, no, zdaj, en ful tak lušten bombonček se mi je zdel noter, ker ne vem sicer, če je bil tako mišljen, ampak tam, ko uletijo na ta planetek, kjer je Castle, karkoli pač je, ki imajo ta rudnik, gor ima Woody Harrelson čelado, ki je ful podobna Lannisterski čeladi. Ta samorajska, ta sprednjo zapiranje. Tako da je mogoče tle noter, to je bilo, on bo izdal Daenerys. Ne, to se strinjam, da je pač tako, kot si prej rekel, iz ful enih stvari so vlekali v ta film. Tako, ne, da to Star Wars že cel cajt ne dela, pa še kakšen drug film, ampak le res, ko je par stvari bilo tako zelo preslikanih iz nekje. Ne. Pa tudi mogoče glih ta lit, ki jo hoče narediti ta droid, ki se mi zdi, da je tako na tisto vlogo, ki so jih hoteli, da je zelo tako da vse ne zaživi kot neka osebnost, da je bil ta droid iz Rogue One veliko boljš kot osebnost razdeljen. Vse tle dobimo neke njene prebliske, pa kam so hoteli, ampak ni tako, bi rekel človek, večdimenzionalna, kot bi lahko bila. Ne, jaz sem pa glih kontra misel, v resnici, da so jih hoteli preveč, preveč je skoraj človeška v resnici, ne. Da te dobri droidi so tako, se jim vidi, so omejeni s tem, da so droidi. Ta je bila pa že skoraj kot človek. Čut, če odmislimo tiste weird, seksi zadeve z Landotom, ki jih res ne razumem, kako to funkcionira, ne vem. Pač ne vem, kaj se mora... Let's not go there. Ja, točno to. Ampak tako, se mi zdi, da je res preveč človeška je bila. Boljš bi bilo, če bi bila bolj robotna. Ker se mi zdi, da to je bil ta iz Rogue One, je bil res dokaj perfekten, ne. Pa vsi vemo, da je bil ukraden iz Kotorja, ampak to smo se pogovarjali. Matevž, še ti, kaj je upravičilo nizka pričakovanja? Nizka pričakovanja? To v bistvu, kar se tiče zgodbe, me je motil to, da je ta origin story. Drugače pa v bistvu bi se raje želel gledati film od Lorda pa Millerja. V bistvu, ne gledam to, kak bi bil sigurno bolj nori film. No. Ja. Tako da zdaj pa, kar se tiče pa same zgodbe, v bistvu, kaj mi je tako malo mi je bilo to, da se Darth Maul spet pojavil v bistvu. Ja, tako da. Ja. To mi je bilo... če so ga ubili, se vem, da so neke v teh mitologiji neki kvačkali, pa spet neki mi je tako, odveč mi je bilo. Nekdo pač mora umreti, ne umre. Nekje. To mi je eno zelo nerdi primerjavo s tem, če Star Trek Beyond, je noter se tudi navezuje tako na nek Dominion Wars, ne. Ena stvar, ki je v bistvu Xindi Wars, Xindi Wars, ki je tako neka obrobna stvar v Star Trek Enterprise, bila se pravi, najslabši Star Trek seriji, ne? In pa ko jo v filmu nekako pletejo zgodbo, se mi isto je kletko. Darth Maul je bil v bistvu ena boljših stvari prequelov, če smo čisto iskreni. Ampak zmerno se mi zdi, od vseh stvari v Star Wars, mitologiji, na katere se lahko naslonaš, jih je 86 pred Darth Maulom. Zato jaz mislim, da meni bo tako tudi kot ta reveal, je bo tako, Darth, tako kot pa Avengerji, ki se pojavijo unike, ki je nek model, ki je bil po mojem v 3 stripih, se pač tam tega ne delajo, dajo te glavne v spredje. Jaz bi pa tako... Po mojem, zdaj ko se omenim Darth Maul, zdaj sem šel prav en klip gledati na hitro na YouTube, da sem se sploh spomnil, kako in kje se je pojavil. Še kako mi s feeling, da so oni imeli v enem klubu en
kup listkov s temi liki, pa so njega žrebali, pač dajmo njega. Ja, po nesreči Darth Maul. Ja. So mi sreče, da ni bil Jar Jar Binks. To je res. To bi bilo vrhunsko, drugače. Jaz mislim, da za ta film bi to rešili. Jaz mislim, da bi ljudje, če bi se na koncu pojavil, bi ljudje trolali ljudi, rekli, pojďte gledat. Sploh do konca počakajte, ker je noro, Kaiser Soze se zgodi. Ja. In pa ko kolega šel gledati, bi na koncu bi rekel, misa! In potem Jar Jar Binks ostane in skodelca pade iz rok. Ja. Čak, kaj sem že takrat narobe rekel? Nisem rekel Jar Jar Binks, kaj sem že rekel? Kaj si že rekel? Baba Jinx. Baba Jinx. Aj lahko tej epizodi ime Baba Jinx 2. Baba Jinx se vrne. Ali Baba Jinx solo. Ne, Baba Jinx solo. To ta joke moramo naprej fulati, ker si lo preveč dobro. Baba Jinx, sorry. Baba Jinx se vrača. Preveč, le spet se joka mal. Sorry, meni tisto je res ena boljših stvari, ki se je zgodila podrobno, zdaj bo Baba Jinx. V redu, človek se trudi, naredi približno 110 ur kakovostne vsebine, potem pa če je ena narobe izgovorjena beseda in to je že to najboljše. Sam to, da vemo, da se ne splača. Jaz presežem, da se jokam svet, res, Krist, res. Okay, v glavnem, jaz moram še nekaj povedati, kar bo slabo. A ti povem en drug razlog, zakaj bi se moral jokati. Ja, povej. Ker jaz se še magli, pač ta Paul Bettany, kot The Big Bad Guy, je prišel noter šele potem, ko je Ron Howard na novo snemal zaradi česa, zato ker originalni Bad Guy, ki je snemal že Dryden Vossa, ni imel časa, da bi se vrnil. In to je bil Michael K. Williams, motherfucking Omar Little. To je pa, to ni treba mi bilo povedati. To je bolj, da ne vem takih stvari. Ja. Res, sej valjda, če so mogli tok posneti še enkrat, ne? Wow, ok. Wow, ne, wow. To je problem, ki se velikrat zgodi, v bistvu, zato so ga povezali. V bistvu, te igralci delajo, ne vem, Star Wars pol leta, pa imajo pa naslednji film takoj naprej in imajo pogodbeno obveznost naprej in pa ne morejo. Razen, če si Mark Hamill. Razen, če si Mark Hamill, ki poleg tega, da igraš Jedija v Star Warsu, posojaš glas v Jokerju v animirani seriji, oziroma film. To je edina stvar, ki se v lifeu počeva. Ker so kar kul stvari. On je po mojem na setu od Last Jedija posnel 6 epizod Jokerja. Ja, vmes. Vmes na tak majk, ki ga imamo mi, tako da bomo stopni. Jaz zdi pa sem tako, mene v bistvu, tako kot smo že na začetku malo rekli, se mi zdi, meni bo tudi prvi del filma mi je bil ful boljši, kot potem ta druga polovica pa na koncu. No. Tako se mi zdi, če že gledamo una dva, ki sta revna, pa prva svetovna vojna, pa vse to, no. Pa sploh pa ropa, ne, pa weird rata, pa ta konc, pa uni z maskami, pa okej, so resnic. Ja, tam tudi tako mal pregori vse skupino. Ampak gremo samo še 2 hitra kroga, tako, kar se tega filma tiče, pa se pa na koncu lahko, kot ponavadi, tradicionalno, vsako leto vam pravim, ga samo umestimo, ne, še v Star Wars, ampak naprej gremo na to. Najboljši lik v tem filmu, pa najslabši lik. Zdaj bomo šli že spet nek random vrstni red, zdaj pa pižama začne. Ja. Lando, itak. Okay, Lando. Mislim, da je Lando, ne, da je Donald Glover naredil to. Najslabšem pismo pa ne vem, kdo je bil. Mene pa, za razliko, da zglih Emilija ni ful prepričala. Ja, jaz to štekam. Ne, zakaj, ni bilo, ne vem, tistega klika, ki bi bilo tako, da bi rekel, da ne vem, potrebuje proper zmaja zraven ali kaj, ne. Nekaj je manjkalo, hočeš povedati. Ja, tako mislim, ampak to rečem samo zato, ker smo se že tako prej vsi zmenili, da je pač Han Solo. Ja, to je res. Ja. Ne bomo rekli. Ne, ampak fair enough, nekaj, ki meni, dober, bom jaz pa povedal, Luzar, daj. Ja, meni je popolnoma isto, kot pižama. Lando je delč najbolj zabaven lik meni in Emilija mi je tako prazno, tako
res škoda, če ne omenjam Sola, seveda. To je res, kjer hatecast je to. Pa ne, jaz tako se razmišljam, ker sem zvedel, da ta tipo igra, kdo bi lahko bil Solo, kdo bi bila, mislim, se imaš tam Guardians of the Galaxy, kjer igra Chris Pratt dejansko Solata. Ja, to je res. To, mislim, če bi njega dali sem noter, bi film bil takoj boljši, ker ima isti šarm, ima isto neko to zebancijo. Ima neki, Mislim, da bi ga Michael Cera bi ga bolj skinil. To je res. To je bilo v bistvu ful dobro, da je tak nek nerd na začetku. To je bilo v bistvu kar kul. Boki? Najslabši, oziroma najboljši, ja, recimo, Lando, Donald Glover, ja. Čubaka me je razočaral, pupoma. Ja, res, to je res. Ne, zabavam se. Ne, pač Lando, ja, je bil najbolj zabaven lik, oziroma zdaj, ko tek nazaj študiram, pač ja, pa Han Solo je pač razočaral. Jaz ne morem nekoga druga reči, da je res razočaral bolj kot pač lik Hana Solo, tak je pač bil po mojem čist grešeno. Tako da se mi zdi, da to bi tudi eden od verjetno največjih razlogov, zakaj pač film ni bil to, kar je bil, ker se pač iz igralca tega igralca drugače ne poznam, jaz nemajem drugače res top špica v drugih filmih, se ga ne spomnim iz drugih filmov, ampak hočem reči, da pač tu mi ni bilo to tono, tako da zaradi tega mogoče malo. Tako da hočem reči to, da je bilo skoraj malo čudno, da gledaš film Solo, se pravi zgodbo Han Solota, ostali 3-4 ostali liki so ti pa bolj zanimivi, pa bolj fajni, da rečem temu, kot pa recimo sam Han Solo, ki bi ti mogel biti že by default največja faca ever, veš, tako da to je tono. Okay. Ja, jaz bi mogoče Bethanyja celo ne bi ga dal nad Landota, ampak ker ste ga že vsi rekli, sem se da bo tako, pač legit bad guy bil. Tako, če že mora biti nek bad guy, ne, je bil on. Zakaj ga barvajo? On je veliko bolj creepy. Če je bel. Ki je albino v resnici. Ampak ja, ne, tako, on je bil meni v redu, pa prej smo Woodyja tudi omenjali, no, se mi zdi, da Woody tudi kar naredi ta film, no. Samo on je Woody Harrelson, to je tako pač. Ja, ne moreš. Se mi zdi, White man can't jump, sorry. Ja, točno to. Zanče.ringer.com so naredili, se mi zdi, ali ne, kje sem bral, se ne vem, Grantland, en četrt članek sem bral, ja, je bilo najboljši fiktivni basket igralec, ne. In so valjda na koncu prišli na White Man Can't Jump, ki je dejansko najboljši basket film vseh časov, to je treba vedeti, ne. Dobro, Hoosiers, no, ajde, ok. Dobro, Hoosiers je tako, Hoosiers je dober film, a ne, tudi če ne bi bil, oni bi lahko hokej igrali, pa bi bil isto dober film. A veš, kaj mislim? Okay, White Man Can't Jump, če bi una dva hokej igrali, je bilo kar slabo. Ko smo ravno pri basket filmih, lahko samo en medklic. Preden smo začeli snemati, to sem jaz še neki tipkal, neki sem delal tako in sem z napol z očesom gledal TV. Tudi jaz linearno, Anže, kaj se zgodi. In sem mal šaltil in sem videl, da je mislim, da je bil na Pop Kino, je bil tale Rebound. Videl sem Martin Lawrence basket, se nekoga, kaj to ne more biti glih neki, ampak boljš kot kar neki reality šovi, ko za vzadi, ne. Ni bilo boljš. Ni bilo boljš, so bili pa genialni prevodi, to, ker res nekdo prevajal pod napise, ker je rekel, jaz bom dal zdaj tlele noter ene izraze, za kjer vem, da v basketu obstajajo. Okay. In potem je Rebound, kao just Rebound, ne bilo, no ti kar podajaj. Okay. Kar slovo. Ja, pa Jump Shot je bil zabijanje. Tako daje neke te, veš, pač na srečo ni bilo glih takrat, ko bi rekel to narediti, ampak ko daje neke te motivacijske govore, s tem, da itak tudi že pri naslovu, ker itak vemo, da košarkarski filmi res nimajo sreče s prevajanjem naslovom, ker je pač Rebound, je naslov filma, kjer gre pač za to, da Martin Lawrence, njegov lik, pač ka pade na dno, da se lepo odbije nazaj in pride gor, ne, in je naslov filma Sansko zabijanje, čeprav v celom filmu tudi enega ni. To je kar slovo. Če se prav, White Man Can't Jump, da pa driblerja pod košem. Tako. Najboljši prevod. To je ta zmaga. Ne, ni najboljši prevod. Najboljši prevod je Goli v sedlu. Okay. Ja. To je res. Od kjerega filma, kaj je to, pa jaz ne vem. Easy Riders. Ja. Peter Fonda pa to. Ja. Pa Jack Nicholson. Goli v sedlu. Ja, nisem vedel tega. To je kar redo. Ne, ampak prej sem hotel reči, mislim, da Grantland je imel članek najboljši fiktivni basketaš, ne, in so na koncu rekli bili, ne, Woody Harrelson, da pripeljam to nazaj k Solotu, ne, ampak ja, on je Woody Harrelson, se mi zdi, da
On nikoli mogoče ni ta najboljši igralec v filmu, ampak je zmeraj drugi najboljši igralec v filmu. Ampak je konsistenten, je, to hočem povedati. On je temelj vsega, več ali manj. S tem, da on je začel svojo igralsko kariero v sitcomu Cheers. Cheers. Ja, kar je sploh noro, ja, da ti pol taka karijera rata. Njegov film, zelo za mene underrated, ki je vrhunski Kingpin. Komedija. Ja, Kingpin. Ja. Woody, pa Bill Murray. Ta Jamie Lannister moment ima. Ja, ti si kar v redu. Moram ga pogledati, zdaj sem se spomnil, že dolgo nisem. Ja, Kingpin je, se mi zdi, ena od teh komedij, ki so pokazale, kaj bi lahko komedija bile. To so ta brata Farrelly, ki sta delala Nori na meri. Ne? Ja, sta delala. Me, Myself and Irene. Ja, pa pol nič več normalnega. V glavnem. Tisto, kar. Okay, zdaj pa gremo proti koncu in zdaj ga bomo umestili, tako kot vedno. Ne. Kam dajemo solota? Se pravi, 1 do 3 itak ne obstajajo in so na dnu, so pod osjo. Ne. Kam damo solota? Bomo direktno vprašali, če spet gremo loser, pižama, boki, pol jaz. Ali solo je boljši kot katerikoli Star Wars film, še en prikolov ni. Ali ga damo na drugo mesto, ali je na zadnjem mestu? To me zanima. Je za mene kar na zadnjem mestu. Ne? Zadnje mesto. Torej, zadnje mesto, če ne že pri onih izbrisanih, tam, ki so oni prije. Tako že malo izginja. Ja, Marty McFly. Ja, Indiana Jones 4, ki ne obstaja. Ne obstaja, ja. Kaj je film? Jaz točno vem, kaj govoriš. Kašna lobanja? Kva? Pogledam. Ja. Ok, pižamc. Jaz bom podpisal mnenje kolega režiserja. Ok, lepa, boki. Ne, isto, jaz mislim, da je dejansko vmes med tistimi 3, ki so pač izbrisani, pa med temi, da rečem, filmi. Pravimi. To mi je tako fajn tako čepek vmes med temi 2. No. Ja. Okay, ja, jaz sem pa ful sem iskal neko, ampak v bistvu so vsi ostali so res dosta ok. Pač vsi ostali so res za pogledati. Ta je pa tako. To sem prej hotel še reči, sem pozabil. No. Ta film sem videl, da je imel orang budžet, pa dejansko čisto kompetentne igralce, pa potem v Ronu Howardu enega modela, ki zna filme delati, kako karkoli obrneš, ne vsakič, ampak večino časa. In je tako, surovo silo denarja in talenta je pač gledljiv, ni pa ok. Veš kaj mislim? Tako, pač to je ok film je. Ampak tako, ne moreš pa reči, da je karkoli, solo ta glej, ker neki, nič ne moreš reči. Lahko ti pa mine cajt, to je pa dejstvo, pa si ne skopleš oči ven. No. Ja, tako fulmo na nekih točkah res te neke motivacije karakterjev zmagaš. Meni recimo, ne vem, kako se je vam zdi, ampak meni zakaj je ta lik kot Tandy Newton, kaj je bila že Val pač, ja. Ta njena žrtev, a veš, res je toliko malo predstavljeno, da ti ni jasno, zakaj se pa zdaj ona bo pa se smo pa slede razstrelila, da vas reši. Da imamo neko pač žrtev neki, da gremo naprej in tako, te momenti so ne dovolj domišljeni. Ja, zanimivo je, kako pol, ko prije ta končen izdelek ven, pa vemo, da ga je bilo treba praktično še enkrat posneti, da se vidi tako, da je malo bolj plitva zadeva. Ne? Čeprav tudi ne moreš včasih čisto reči, zakaj točno. Ampak se mi zdi, da se to kar čutne. Tako da Ja, v redu, mislim, da smo prišli do konca tega solota, kjer smo se na koncu basketa pogovarjali na začetku o tem, kaj loser dela, kar se temu filmu kar pritiče. To se pravi, naslednja epizoda podrobnosti, mislim, da se vsi strinjamo, da bo v reboundu. To nam ne uide. Ampak ne, naslednja bo dejansko Festivus. Ampak zdaj loserja smo že prej sprašvali, ampak vsem ne bo povedal, kje je na internetu, ker to bom jaz. Ampak tako, kakšen je sam timeline, tako da bo ljudje vedeli, veš, kako, kaj se bo kdaj zgodilo, kdaj bomo gledali, kdaj bo konc, kdaj karkoli povej. Ja, mi tako, zdaj snemamo sigurno do konca februarja. Pa se itak že začne pomlad, tako da nimamo kaj delati. Potem se bo film montiral in ne bi nekako drugo leto, po mojem, v takem času vam prišel, čeprav še ni datuma, kdaj ne bi to film prišel. Ne, ni še določeno, ampak glede zgodbo, ki se dogaja v tem novoletnem, ponovoletnem
obdobju je fajn, da je nekako isti nekem štimungu. Tako da bomo videli, kako bo televizija to planirala, ampak mislim, da bo neka taka zgodba za plana. Tako da itak je to treba zdaj vse pol, ki je posneto zmontirati, postprodukcija narediti, zvok, muzika, tako da je še kar dolga zgodba. Kako pa je drugače z režijo? Sem videl, da Klemen tudi kako imate vsak pol epizod ali kako je to razdeljeno? Ja, mislim tako, v bistvu oba so podpisana pod režijo, neke stvari malo razdeljeno, pa neke stvari se dopolnjujeva, nekje sva skupaj delala, sva skupaj priprave, ampak je tako fajn glede na to, da kak tempo je snemanje, je fajn, da sva dva, ker se dopolnjujeva, hkrati pa je v bistvu ta nekako oba ima nek isti džir, tako da se ne razlikuje v pristopu. A lahko pričakujemo kakšen ta Fukuyama 15-minutni kader s full dolgim tracking shotom? Ja, zanj sem predlagal, pa noben ni bil jih tako navdušen, ker sem hotel, ko smo snemali specialci, da bi to naredili, ker vse v kader sekvenci, pa sem sam malo gledal. Ne, te kader sekvence so super, ampak vzamejo zelo veliko časa. Mene prav zanima, koliko časa. Ja, kako to star, vse en shot, jaz ne razumem. Na 5-sekundne kadrčke, tle imaš 15 minut, dvakrat grejo čez in je. Točno to, kamermana na rolerje in na juriš, je problem. Ja, grafatajo, ti sam komplicirate. Če si pogledaš to sceno v True Detective, kje se vse dogaja, začne se tam v hiši in pogre čez celo sosesko. Velo. Vse je noter stanovanje, helikopteri letijo od zgori. To je koreografija Mojca Horvat. Tako ja. Drugače pa Matevž na Twitterju, Afna Matevž Luzar in to je to, glavna pižama, ki si pa ti na internetu. Na Twitterju sem pižama, na Facebooku Boštjan Gorenc pižama in pa na Instagramu Stric Bedanc, pa za Božič bom gost v podcastu Obod, kjer se bomo pogovarjali o božičnih filmih. Odlično. Boki, kje si pa ti na internetu? Boki na gor. Yes. Pa s tem zanosom to rečeš. Jaz sem posodan ZT, tako da mi tam tešte. Zdaj pa pižanc, zelo na hitro poveš admin, od Jezerega. Tako je, povabljeni od Jeziranga, aparatus.si, aparatus podčrtaj si, afna podrobnosti podčrtaj si, kjer skrbi naš služen strokovnjak in pa seveda aparatus.si na Facebooku in pa aparatus, legitimna FB skupina, kamor pridite, bomo razdrli kakšno o teh košarkarskih filmih v objavi pod Solotom in pa seveda ta podcast je dejansko podcast. Podpri.si. Hvala. Ja, to je bolj podcast, karkoli jaz z Godlerjem delam v glavnem. Luzar reče dio. Čau. Pižama reče dio. Čau. Jaz rečem čau. Čau. Boki reče pa. Srečno pa ne za večno, Interstellar, FTV. Všeč so mi te na konc, to nimaš vsakeč, ampak to mi je všeč, kaj prešparaš. To je to.